Alo ljudi, 29. epizoda, fuck yes, nisem si mislil na začetku, ko sem začel to delati, da bomo šli toliko daleč. Tako da še enkrat hvala vsem, ki poslušate in ki boste poslušali danes to. Je pa ta epizoda, tako kot vsaka ostala do zdaj, ful posebna. Dobil sem nekaj obvestila, da nimam dost žensk gosti, tako da danes bo z mano ena punca, ki dela na glasbeni sceni in tudi ona ima svojo oddajo in glede na to, da sem bil jaz tudi njen gost, se spodobi, da sem pač danes vzel jaz njo kot gostjo. Kdo je to, zvete, čez nekaj sekund, 15 sekund ali pa 10, pa se slišmo. Fuck this show. In zdaj džingla konc in dej, pač povej, kdo si in ajde. Jaz mislim, da je Ana ime. Jo, kdo je? Jo. Živa. Dej povej, zakaj bova danes tole snimala? Ja, bo snimala v bistvu zate, a ne? Zame. Ampak, kar se tiče moje oddajice, The Honeywood Show. Kakšen šel? The Honeywood Show. Dej povej, zakaj je tako ime. Se bo letela tja. Vem drugač, kaj ciljaš, ampak... Kam? V Hollywood. Ja. Hotela sem sam narediti, da je to Hollywood, ampak da je pač malo bolj vse medeno, kao Honeywood. A veš, in potem sem si dala pač ime Honeywood. Čakaj, ampak medeno. Ja. Ampak ne. Čakaj, samo. Ne, zdaj pa to ni cool. Hani kot med je H-O-N-E-Y. Malo besedna igra, ker so tam dva L-ja in sem rekla, bom dala tle dva N-ja. In se pač prebere Honeywood. Aha, to pol ni tako, kaj jaz, kao Fogi, kaj mi folk daje dva G-ja, pa megla dobimo. Ja. Ali pa kaj folk vidi R v enem N-ju. To sem pa jaz videl. Ja. In pol mi pišejo, Hurni, kao wow, ful si poseben, sam ti si to videl, ne tako vsi so to videli. Ja, pizda, to je pa pač, kaj je to, moška napaka? Pač moški hočejo tako videti stvari. Jih vidijo čisto lepo, ampak hočejo videti to, kar oni hočejo. Ti pa kao ne. Jaz? Ne. Ti pa vidiš kao Hollywood. Honeywood. Tako, evo, ljudi, upam, da poslušate tole zdaj in da vam je jasen to, kak meni popolnoma nič. Ne, seriously, dej povej, kaj je vsepno. Danes se vidva šestič v življenju v živo, tako da. Dej pa primite telefon, da jaz odklenem ta viski. Okay. Mislim, pivo. Dej povej. Kaj v mojo daj? Ne, dej povej, kaj je vsep. Vsep? Sej ne nučeš povedati, ne vem, da imaš pač 16 let. Povej, iz kje si se vzela? Iz kje sta se vzele? Dej povej, da imaš sestro dvojčico. Ja, imam sestro dvojčico, ja. Mi dve imamo eno zanimivo zgodbico, ki jo ne bom zdaj cele razlagala, ampak pač ja, nekako sem že cel life, me je zanimala muzika in glasbeniki, priznam, koga pa ne. In pač sem dobila oziroma malo pred korono sem dobila eno idejo, da bi jaz snemala svojo oddajo glasbeno, ker se mi zdelo, da tega ful takrat v enem obdobju ni bilo, ker zdaj je kar dosti podcastov vidim, ki pač delajo intervjuje z glasbeniki, kar je kul. Ampak takrat v enem obdobju je bilo tega ful mal. Da te da roka bolela. No, hvala. No, in sem bila jaz na enem drinku z mojim frendom. Kdo je to bil? Igorjem Nardinom. Igor, živijo. Ja, kitarist. Noctiferio. Ja. In je on tako zelo lepo in preprosto razlagal o bendu in ful tako neuzvišeno, iskreno povedal tudi stvari, ki pač, ne vem, se niso recimo odvile tako, kot so oni pričakovali, v glavnem ful je dobro govoril in sem jaz takrat, ko sem bila midva na pijači, sem dobila prvič to idejo, da bi to nekdo posnel, ker sem si rekla, kako bi bilo lepo, da bi tole ljudje slišali. A veš, kar je on govoril. In pol ful nekaj časa, ful let nisem naredila nič. In pol sem naredila prvi intervju s Klemnom. In takrat je bilo meni tako bad, ker pač nisem bila navajena kamer.
In sem bila tako, fuck, jaz tega ne morem delati. Pa intervju je bil cool in on je bil cool in na koncu je bilo zmontiranje, ful lepo izpadal. Ampak sem pol to pustila za nekaj časa. In potem je prišla korona in sem rekla, ok, zdaj pa primeren čas, da se nekaj zgodi. In sem napisala Janu Kozlu, kitaristu od Igulje, message, če bi se on sam posnel in jaz to zmontiram in naredim kao karantena edition, kao kadilnica od rešitve, takrat se je pač še tako rekel. In zaradi njegove ful lepe reakcije na to in posnel se je po moj isti dan, je naredil pač ful cute video s svojima 2 hčerkicama in takrat sem bolj to zmontirala in prvič objavila dejansko kao na mojem pageu, ko sem si ga pač naredila in tako se je pač to začel. Tako da v bistvu sem jaz najbolj hvaležna Igorju, ki mi je pač dal idejo, zakaj je pač tok dober in cool človek, da sem jaz takrat si mislila, wow, to more folk slišati. Pa pač Janu, ker če bi on takrat meni rekel ne, meni je pač to bedno, bi, a veš, meni verjetno vzeli to malo. Malo volje. Ja, tako kot je pa on bil kao uno cool, je pa pač sem si rekla, wow, cool in sem bolj pač naredila naprej. Po karanteni sem pa začela snemati malo drugače. Ampak ti snemaš, pač, a rečeš temu podcastu, kaj ti delaš? Ne, temu, kar jaz delam, v bistvu ne moram reči oddaja, zato ker pač ni nikjer na TV-ju. Pač je recimo, da so eni videi oziroma intervjujčki o muziki in jih ljudje lahko najdejo samo na Facebooku, YouTubeu pa Instagramu, zdaj bo ta novem. Tako da nekako bi rekla, da je to pač video intervju ali kaj, podcast glihnino. Kako ti je pa zdaj to, glede na to, da snemava samo audio, a ti je cool, kad tem ben ne gleda? Ja, boljš. Zakaj? Ja, ker mi ni treba paziti na mimiko. Jebote Kaj me sam ti mimika. gledaš, tle pa si mislim, da vse zate je dober. Pa idite gled televizijo, leko ima nekaj, leko ima blonđa kača, lej to. Fuck, wow. Sandra, Everlasting Love, 10 on 1. Pa tako imate res cool. 80s. Ja, se sem dal MTV Ja, 80s. pa to, V glavnem med to debato pijeva pivičke, zato ker to je zdaj že nek ritual postal živeli. Por nama, ne? Ja, sej, če se tam že 6. vidva, pol se splača popiti 6 pivo, ne? Normalno zdrava. Sej pa tudi kakšen viski popadel. Hvala Jameson za dostavo tehle ginger ale and lime. Hudi so, ko so hladni, the best, da malo sladkega dobimo not v telo. Tako da upam, da tudi vi uživate, ko poslušate debate o sceni, o muziki. In ja, lej, bova nadaljevala o muziki. V glavnem dobila si idejo, da to delaš. Zakaj si zamenjala ime? Ne svoje osebno ime, ampak kadilnica od rešitve je bilo meni, je bilo jebeno ime. Meni tudi. Boljša. A čakaj samo, zakaj si zamenjala? Ja, zato ker sem naredila po nekem času intervju s tujcem in je bilo njemu ful čuden izgovor to ime, kadilnica od rešitve. Fak, zdaj sem te nekaj drugega zastopam, ampak okej. Kaj smo zastopili? S tujcem? Aha, s tujcem, a si imela v angleščini? On je govoril v angleščini, bil je pa to, v bistvu je Hrvat, Dino Jelušič oziroma Dino Jelusik. To je bilo malo preden je šel on v Whitesnake, takrat se to še ni vedel. Jaz sem njemu pisala, če mi lahko pošle, če se lahko posname, pač ko on je meni res ful pri srcu in kot glasbenik in kot človek. No in je pač valjda, ja, on je govoril v angleščini in mislim, se njega to ni motil in verjetno tudi drugih ne, pač se ime pač ime. Samo takrat sem si rekla, ok, če bi rada delala tudi tujce, a ne, kaj me pač zanima tudi kakšna druga scena, ne samo slovenska, sem si pol dala ime The Honeywood Show. Je lažje za tujce, absolutno. Ja, je pa res, da pogrešam kadilnice od rešitve, kaj je to bolj moje. Bolj sem to jaz bila. Ja, štekam. Si opazila, sem jaz tudi zamenil ime podcasta. Ja, ti posluš si dal v... Ej, ti posluš. No, to ja. Cool, ne? A ja, sam ej si dodal. Ja, v bistvu ful ljudi je bilo, ki me je sprašvali, ti še snimaš ej, ti posluš, pa sem rekel, pizda pa ni, ej, ti posluš, ampak ok, it's time to move on, ne? No, In... vidiš, ja, da greš malo naprej. Ampak dodal sem samo ej, ja, no, vse na cesti je pač ej, kad če ne veš človeka ime, ej, kaj ti, ne? Cool. Ne, ampak delam še vedno audio
Zato me zanima, a si bolj video človek ali audio, meni se pizda fulno, da statičnih posnetkov gledati. Hočem te pač audio in full folka mi tudi povedali, da poslušajo moje podcast. Hvala tistim, ki poslušate, no. Tale moj lep glas, kisen. In ja, so povedali, posluša se v avtu, na jobu, na WC-ju, med joganjem. Tako da me zanima, kako imaš pol ti s tem, ker vem, da delaš vse sama. Mislim, ker sem bil jaz gost v tvoji oddaji, v tvojem šovu, ne. To je bilo ful enega dela, da si ti s telefonom delala montažo, jaz pač vsaka čast meni se to ne bi fucking dal. Tudi povej, kako bo zdaj zadeva izgledala dalje, imaš kakšne novitete v planu? Moram ti najprej povedati, da nisem jaz ne audio, pa ne video človek. Mislim, če imaš fucking internet na YouTubeu, se naučiš. Potem je fora, da jaz sem, meni je vse nekako težko, ampak nekako sem čutila željo, da moram to narediti. Video je pa mogoče zato, ker takrat, mislim, nekako, a je možno, da 4 leta nazaj ni bilo toliko podcastov sploh. Da je to zdaj bolj vam prišlo. Podcasti so v bistvu neka, jaz sem zadnjič gledal statistiko. A to veš, či za cajtom? Ne, nisi za cajtom. Fint v tem, da podcasti so postali neki, mogoče je bil vpliv same pandemije, da so ljudje začeli bolj poslušati te neke, pizda, ne bom rekel niti oddaje, ampak neke zapise, ki jih ponujajo te streaming platforme. Spotify je daleč najmočnejši poleg YouTubea. Na Spotify pa videa ni. Ne? Tako da ful je vletel do nekih teh idej, da bo folk delal to. Jaz, mislim, meni se sanja. Da bomo v live kle sedel s telefonom v roki, ga nucem kot diktafon in da bomo imela mi dva te debate, da štekaš. Ja. Ampak tega je ful po svetu zdaj. Ful, ja, vidim. Ja. Sam jaz sem tako mogoče mal za časom, oziroma mal sem tako old school človek, kar se tega tiče in a veš, tako, ko mi drugi rečejo, da so podcasti in da moraš to delati. Sam nekako se ne vidim v tem. Jaz sem tako človek, ki je navajen, ok, jaz to znam, dam telefon, posnamem, zmontiram točno tako, kot jaz znam. A veš, kaj mislim? Ful mi je tako mogoče iti v korak s časom težko včasih. Zato bo verjetno moja oddaja oziroma te intervjučki bojo kar ostali video. Vem pa, da ljudje nimajo toliko časa gledati ampak si rečem, le jebat ga, če koga zanima, ne pogleda, če pa ne, pa pač ne gleda. Ampak ok, zdaj ljudje, ki to poslušajo moj podcast, ne? Ja. Jaz mislim, da je to vsem ljudem jasno, da to ni job, da je to v bistvu samo hobi, da pač hengamo malo, da se kaj pove, da se popije. Ne vem, to so neki zapisi, ki ostajajo. To so pač meni osebno pomembne zadeve. Kako ti gledaš na to, da so pač to nedobičkonosne zadeve? Kaj te žene dalje, da veš, da boš posnela še naslednjo epizodo in da ne rečeš, veste, koga je, jebite se vsi skupaj in ne bom delala več. Kako gledaš na to? Jaz sem zdaj pri epizodi 29, cilj mi je bil, da je posnamem 10. Vem, ful ti gre dober. Ja, thanks, si tebi tudi, ampak ful je več dela v tvojih epizodah, kot v mojih, ampak... Ja, ni toliko zelo to res, ampak lej, meni ful ljudi reče, tudi recimo kakšne zadeve, ki jih daj naredim za kakšen band, se meni zdijo sploh toliko... Veliko ljudi mi reče, zakaj to ti ne delaš za cash, sam sej... Nekako se mi zdi, da ljudje, ki pač delajo to za cash, recimo en resen menedžer ali pa nekdo, ki zgolj pomaga enemu bendu, se mi zdi pač nekako to razlika. A razumeš? Jaz recimo sama sebi, tudi če pomagam enemu bendu, glih ne prekla menedžer, ker nimam zadostnega znanja oziroma vest, oziroma, ker menedžer je resen poklic, v Sloveniji se pa to kar jemlje, tam en pride en friend pa reče, jaz sem zdaj menedžer od tega benda. A veš? Ja, ker ima na Facebooku 16 več friend od tebe. Ja, no, pač jaz tega toliko ne zagovarjam, ker se pol ta poklic razvrednot. Jaz imam tako, če je nekdo meni cool in če ful obožujem njegovo muziko in če jaz nekoga poznam, ki ga on ne, zakaj mu jaz ne bi sam pomagala pač? Te ljudi, ki jih imam pa jaz na intervjučkih, jih pa jaz pač
na en način cenim in meni to veliko pomeni, da so si oni vzeli čas, da z mano posnamejo stvari, ki me zanimajo. In to je ful pomembno. Jaz gledam na svoje isto. Pač vzeli ste si cajt za mene, Ja. mogoče ti, oziroma vam, lahko tudi jaz na svojo pojavo pomagam. Na nek način, ne vem, pač sej ne vem točno na kakšen. Ne vem, čez 2 meseca imaš koncert, pizda, mogoče bo pa neki folka to poslušal, pa mogoče bo šlo 5 več na ta špil, ker načeloma ne bi šli, ne. Pizda, neki hočem rigati. Tukaj je sprašanje. To tvoje ni bilo nič, ne. Ampak ja, enostavno, veš, na tak način, to mi je fajn, da se pomaga to in fajn mi je, no, da ljudje da dojemajo to, no. A imaš kakšnega gosta, ki si ga res želiš, da vleti v tvoj šov? Ne bo mogoče, ne bo Slovenc, ali pa ajde, bivša Juga, no tako. Ja. Hodila sem Bareta od Mike, pa pač mi tako ni odpisal. Ampak boš delala na tem, da ti bo odpisal. Ja, no, mogoče še kdaj probam. Z njim bi jaz z veseljem naredila intervju. Res. A si fenica tega benda? Ja, valjda. Bila sem na koncertu zdaj na train stationu. Sem slišal, da je bilo jebeno dobro. Ja, ful. A veš, kaj mi je ful fascinantno? Kaj temu človeku čist vse jasen. Pač, kao on ful pije, pa ful, kao pride na oder, ne vem, recimo polovica flaše, pač viskija manjka. Sam on pač cel koncert naredi tako, kaj pač treba. A veš, kaj mislim? Mislim, to je kilometrina, no? Ja, ne vem, kva je, ampak enostavno je on meni zato cool, ker je v bistvu en tak lik, da je nekako ful kurca, ampak ni. Dejansko. Ja, vem, kaj misliš. Vsej po mojem, da vsi, ki so te, ki poslušajo zdaj to, sem mečkin, če ste v muziki, veste, kaj je zdaj to pomenilo. Tako, ja. Mislim, lepo si povedala, tako, je v kurcu, ampak ni, ne? No, ja. Pa jasen mu je. Ja. Drugač pa Slovencov bi ful hotla imeti pevko Laro, bivšo od Lilo Žame. Ona mi je ful cool. Misliš, da to blemijo dobiti? Nisem nič rekla, mogoče bi napisala kdaj. Zdaj, ko sem se odločila, da bom tako kot ti, da boš imel več žensk v podcastu, bom jih jaz tudi imela v duhovni vočev. A veš, dejansko, če je to epizoda 29, druga ženska šele. Res? Ja, prva je bila ta Pšena. Skaterka. Ja. Pšena, če poslušaš, svaka čast, pa še enkrat hvala, ful dobre debate. Od skatanja do živali, do lajfa, do umetnin. Ful se nisva dotaknila tega, da je njen fotor Jani Kovačič, ki je pač eden izmed dosti pomembnih likov slovenskega punka, ne? Kantautor, ki se po mojem ful enega folka zgleduje potem in nisva sploh šla v te debate, lobby ful nadaljevala. In to je, kakvi tipi, pa baby, pač ljudje, ki so down with the scene, ki imamo nekaj zapovedati, ki imamo nekaj za pokazati ljudem. Pač kaj meni tudi ful pomembno. Pač vem, da podcasti so zdaj en tak kavnik hit, pa meni se to pač po domač ne da delati. Ampak mi je top, da ga lahko s folkom pohengam in da mogoče mladino malo dušmo na tem, da nekaj delajo. Ker slišimo, no jaz ne vem, kaj bi delal, mene to ne zanima. Pa pizda človek, le kako to zgleda zdaj to. Sediva na kavču, žlampava pive in mava pražgano televizijo. A to je del? To je najlepše. Ja, zdaj povedi ti to nekomu, da je to najlepše, če pa gledajo loft, pa špila igrace, pa jaz to ne bi. Mislim, ti tako motiviraš pač mlajše, oziroma mlade, že cel life, se mi zdi, s tem, kar počneš. Ne sam podcast, pač vse, kar delaš. Kar je ful dobro. Ja, thanks, mislim, delal sem na tem, mislim, jaz bi bil cel življenje mlad, ne? Zdaj imam že 4 na začetku v številki. Nimam, ajde. Sej ti pa tudi, koliko imaš let? 16? 26, cool, ja. Vse veste, da se pa ženske ne sprašujejo, o čem se ne, o letih pa v kilaži, ali ko? Ja, jaz komu povem, vse. Zakaj? Kaj si, ful uživaš, ker si odkrita v lifeu do ljudi, ki to poslušajo in jih ne poznaš, ali tako nasploh? Jaz sem že nasploh, drugač dosti odkrit človek, kar me tepe, zelo.
ampak nimam namena biti neodkrita. Čakaj, prišla si pa brez deke. Lej, se treba malo zabluziti naokoli. Ne, dejansko je ta finta, jaz tudi pač vedno povem, če se le da, pač na tak način, zakaj bi olepševal nekaj, če ni lepo? Ja, pa zakaj bi se pretvarjal nekaj, kar nisi, ker itak pride resnica na dan v parih dneh. Mislim, pač najlepše je, da si nekako... Ti? Ja. Ej, daj pazi moj displej, misliš, da to snima? Apple, mamico vam jebem, če se zdaj to ne snema. In Steve Jobs in vsi. Kako dobro. Ne vem pač, ko ne vem, da to zdaj snema. Ja, pa kako pa se ponavadi snema? To se mi še ni zgodilo, ampak lej. Ja, kaj pa če odpreš? Kaj? Ja, Zdaj? Ne, a mislim, a ne moreš pogledati? Ja, ne vem, lej, to je diktafon, to pa zdaj snema in ne vem, lej, kaj to. Ja, zakaj pa, a ni ponavadi, da grejo ti številkica? Ja, pač nekaj zataknilo, ampak jaz upam, da to zdaj dela. Kako se mi je to že zgodilo? Ja. Da je človek povedal najboljšo stvar, pa se pa pač ni posnel, pa sem mu rekel, da zdaj še enkrat povej. Pa veš, da nikoli več ne moreš tako povedati. Vse to. Škaj mi povej, pač se delam, da to snema, ne vem. Ja, le, če pa ne snema, pa fuck off. Pa nekaj se skupaj popizdal materino. Dej povej mi, a si slučajno, to me zdaj zanima, zato, ker ti bom jaz podal svoj odgovor. A si od kakšnega tujega podcasta dobila kakšen navdih ali pa zgled, da delaš tega svojega? Pa kaj je to bil za en? Nisem, kar mi je včasih žal, zato ker mi je zelo veliko ljudi rekel, da ti tako kot na svet, kot pomoč, mi je rekel, da ti pogledaj od tega v tega podcast ali pa dajo. Glih zanč mi je rekel en človek, ampak... Sorry, intermezzo, zgleda dela, zato ker se je dvojka ta zasukala, zato tako da očetno dela. Dobar. In jaz nikoli tega pol kar se ne spravim pogledati, nekako ne, ampak verjamem, da bi bilo dobro, da bi si včasih kaj pogledala, pa ne, da recimo kopiraš, ampak da nekako dobiš inspiracijo oziroma, a veš, več tega recimo, ko pogledaš, bolj nekako vidiš, kako poteka ali kaj. Ampak ne, nisem nikjer nič, ker dejansko ne gledam teh zadev. Nobenih, tudi, poslušaš še slovenski podcast? Ne. Razen tvojega ful veliko. Kaj pa to, sik. Vsaka čas. Ne, drugač pa ne poslušam. Pa ne, da ne bi hodila, sploh ne pride do mene. Ni cajta v lifeu ali... Cajt se zmer najde, če te nekaj res zanima. Netflix. Cele dneve, pa ni bolj cajta za mene. Ja, pač nekako... Ne vem, sploh ne vem. Nisem nikoli zasledila nobenega, no? Če preveč tega vsega, mislim, mi malo živimo, ne? A veš, kaj mislim? Jaz sem ful zunaj. Ja. Če se le da, jaz ne bi telefona imel skozi v desnici, Ja. pa kom pred sabo, pa gledal, kaj je sveže, aktualno, kaj ni. Ja. Ampak podcast Femiči mi je pa kul. Ker se mi tudi zdi, da je one take, pa nobenih odrezov. Ja, Femiči so mi kul. Kaj že to? Daj poglej en dan na YouTube, da boš videla full video epizode. Daj priti malo bliže, da ne bom gledal z tega. The best je, zdaj nazadnje sem gledal Jonasa, z veseljem sem pogledal. Ne vem, če nisem celo dvakrat čel poslušati to. Tako kul. Ja, ker je video, ampak pač ne bom gledal videa. Boli mene dupe, kako je kdo oblečen. Ampak imaš feeling, kako tam si bil. Tako tak cool feeling. Bom pogledala. Dej, pizda, mogoče Femiče povabim k sebi. Samo rečem, da bom pogledala, pa nikoli ne, ampak to pa bom pogledala. Bom. Mislim, se splača. Ne bi zdaj hotel v to, da je to kao moj navdih, zato ker me je tukaj sam zanimal, ali si ti dobila kje navdih ali pa kaj, ker vem, kaj si imela ti za ene goste in Džani pa Tina sta se ponovila tudi pred meni. Pa ne, da je bil to moj push, da bom šel zdaj pač v tvoj zelnik skakati not. Vem. Ampak nekako mi je bilo, pizda, ta dva pa tudi hmen paše ta not. No, vidiš, in meni je to lepo, dejansko, da nekdo pač dobi nekje
en navdih in to naredi, vse to je point vsega. A veš, ker ljudje smo tako narejeni, več ali manj, da zelo velikrat, ko gledamo eno določeno osebo, ti se lahko odločiš v lifeu, a boš ti ful ljubosumen na en čuden način, ali ti bo ena stvar ful navdih in boš tega človeka gledal kot eno motivacijo. In meni se zdi, da ful premalo ljudi deluje tako. Šteka. Zakaj je tako? Ne vem, kam je pač vsi prevelik ego. Pa ne pravim zdaj kakšnih določenih oseb, ampak nasplošno se mi zdi, da je zdaj v tem našem obdobju lifea ego vse ga imam jaz tudi, valjda, vse ga imamo vsi, ampak jaz se dejansko tako zavestno trudim ne biti taka. Ko hočeš biti po domač, pa hočeš biti malo kmetica. Pa se jaz sem največja kmetica ever. A to zato, ker si z gorenskih koncev, ali kva? Pa zaradi vsega, no, pač nisem jaz ena elegantna dama. Ampak to, kar si prej omenil, meni ful veliko pomeni, da si ti dobil navdih za Džanija pa Tilna, samo s to razliko, da je tebi rad ali Tilna dejansko objaviti, meni pa ne. Zakaj pa ne? Mislim, a je to bilo zdaj preveč tako? Ne. Jaz pa Tilan sva posnela ful hud intervju, ampak so bile polene tehnične težave in pol je on mogel že iti na turnejo. Tehnične, po domač pač povej, z nekaj sem zafukala. Ja, saj sem, valjda, tako kot zmer. Si res? Ja, itak. Kaj zdaj je bilo? Si snemala, pa ni bilo zvok. Ja, pač mikrofon je ful, tako je hreščal. Kadarkoli se je on premaknil, pač je bilo čisto v kurcu. A si snemala z bubico? Ja. Ja, zato je... Ja, meni tle pa še stat pa pol sto in takrat je šlo vse v kurac. Ja, Sam Tilan je res povedal toliko dobrih stvari in jaz sem toliko hvaležna, da sem njega spoznala. Sej, ko si ga ti spoznal, veš zakva, ne? Tilan, fuck, the coolest guy, stari. Ever. 29. epizodo snemam, če me folk sprašuje o mojem podcastu, da reče, ful bi poslušal eno epizodo, kaj ne poslušam? Tebe, absolutno. Pa ne zato, da bi zdaj hotel pihati na dušo, ampak zdaj sem že cel življenje v skejtanju, jaz nimam feeling, da folk zanima, kakšna koleščka pa ti voziš, kakšno desko imaš, ali si kdaj padel, jebote ta vprašanja, a kdaj padeš, spizdi stari. Ti si takrat padel, ko sem midva snemala. Ja, napihal bi pa kog? Ja, ne. Ja, pizda, na polno. Preveč, ja. Mislim, padel, kaj, usedel sem se na tla. Ja, sedel si se, ja, tako. Ampak že kaj hočem povedati? Ja. To so bile zgodbe navdiha. Zakaj delamo podcaste, zakaj delamo debate z ljudmi? Jaz sem že povedal, moja rdeča nit je kao skate in glasba in nekaj, ko smo kot mladi posvetili naš life nečemu, ki ni pač navadno življenje. Ja. Pač posvetil si ga nečemu. Jaz sem ga žal posvetil skateu, ne vem, je to žal ali ni, ampak mene je to popeljalo po svetu, dal mi je izkušnje, dal mi je način komunikacije, dal mi je snemanje, montažo, zvok, audio, pizdatilno del pa to, da je videl cel jeben svet. To, da špila bas, kitara v vseh možnih bendih, come on, mislim, več ni, jebemo Boga, več ni. In res, ker sem njemu pisal kot človek, dvakrat so se videla, vedno je bilo samo živijo, da si jo vzel caj, da pa žog meni, lej, jaz ne rabim več delati tega podcasta, jaz mislim, da sem naredil vse. Vse, ki je nad tem, je, ne vem, Tony Hawk. Kaj je teb naslednji push, ki ga vidiš, da bi si rekla, zdaj sem pa dosegla nekaj, kar sem pač hotela. Kdo ali kaj? Ja, definitivno, da posnamem še enkrat intervju s Tilnom. Tilan, daj, upam, da poslušaš to, da je prid nazaj v Slovenijo, jebeš ti tele vaše konzerte. Se Tilan zdaj v Sloveniji. Ampak zdaj rapon, zdaj ima druge stvari, ampak bova mogoče posnela še kdaj. Pač jaz njega ful spoštujem kot glasbenika zaradi tega, ker je on vse dosegel pač čist sam. Recimo na YouTubeu ni niti enega posnetka, da bi on igral, a veš, da bi on recimo prek tega, ker zdaj zelo velikrat zaslovijo ljudje. Ja, Justin Bieber. Pač vse je cool, so pač izkoristili internet oziroma ta YouTube, da jih je nekdo videl. Ne, to ne izpade kot BČS shit, ne, ampak ja, če imaš opcijo,
Vse imamo fucking na televiziji talent šove. Ja. Pač on je bil je tam, ki je mogel biti tisti moment. Ja, Pojdi bližje, Prtilu mi to, pa sorry. Ej, lo se pa ne sloviš, zdaj si pošten. Ne, si cool, ne, dobro sem. Prtilu mi je fascinantno Se mi to... smrdim pizde. Ne, dišiš. Prtilu mi je fascinantno to, da je on čist vedno prišel v band na licu mesta, ko so ga ljudje videli na odru, kako on tam igra, ne da se on nekaj prav doma. Pač vse, njegova prezenca, karizma, vse. In poleg tega je pa še najbolj cool človek in je čist neuzvišen, čist je pač normalen človek. Zato ga jaz ful cenim. Tako da on definitivno si želim, ja, da bi še enkrat posnela in bom poskrbela, da ne bo nič hreščal. Ja, lej, kako jaz to delam, ne? Iz studia z bubicami, z mešalko sem šel v telefon, pizda. Res delam s telefonom. Jaz prisegam na telefon. Ja, valjda. Vem. Zdaj sem videl, vse je piskal. Ej, veš, kaj sem te hotel še vprašati? Glede na to, ajde, jaz gledam, moji gostje pod narekovaju so mešani, ne, mešani. Ja. Muzika, audio, video, skate, punk, hip-hop, whatever. Valjda, ful dajem na muziko. Ti pa stavi to muziko, a te kdo pa že ožigoso za grupi pičko? Ja. A pa si? A primam. Ja, dejno. Ja, no, glej. Gledam. Če grupi biti pomeni to, da obožuješ določene glasbenike in hodiš na njihove koncerte in te ful impresionirajo, pol sem grupi, ja. Če pa to pomeni, da se daš dol v backstage, pa pač nisem, zato se še niti enkrat nisem dol v backstage. Kaj pa v avtu? Ne, jaz to ne počnem. Veš, kako je, ko ženska nekaj začne delati, da ti povem en ful zanimiv podatek. Ko sem naredila intervju, recimo s Perotom Lovšinom ali pa Gregom Skočirjem, je pač folk, ne vem, gledal ali pa lajko, ali pa pač jih je bolil kurac, pa se ni nič zgodil. Ko sem pa naredila intervju s Tilnom, se je pa folk kratko malo zmešal in so začeli pisati razne scene in kao, ja, da on je meni zihar všeč in ne vem kva. Vse meni tudi, what the fuck. Pa se vsem všeč, on sam. A veš, eno je tako človeška, prijateljska raven, valjda mi všeč, sam. A veš, če greš ti snemati intervju z nekom in te pač impresionira kot glasbenik in ti pol ljudi rečejo, koliko se te je na grupi tam plehka, ne? Pač v bistvu pa oni gledajo to stvar zelo plehko, bi se jaz pač malo vprašala o tem. Ampak meni, če me nekdo ožigosa za grupi, mi ni bed, ker sej pač ja, valjda obožujem določene ljudi v muziki in ženske in moške, tako da pač ja, pa sem grupi, če hočejo, ne vem. To je ona finta, a te sploh boli kurac, kako te nekdo ožigosa? Ja, grupi ni to grd izraz, no? Ja, meni se zdi, da je. Ja, meni ni. Meni je lep. To je to, pa lej, a veš, zakaj bi jaz zdaj razlagal, da je to ni lepo, če ti praviš, da je pa zakon, ma ni Ne, bo. seš kaj, mene iskreno mot mal pogled folka, mi ful veliko pomeni, če mi nekdo pač da pohvalo in več ali manj, tudi recimo kakšni glasbeniki, ki sem jih jaz oboževala kot majhna, so mi kdaj pa kdaj rekli, wow, res si pridna, ful lepo delaš in to meni ful pomeni. Če se pa pač najde en človek, ki reče, kva je ta tle ena bejla, kar neki tle se gre na grupi, kva na jaz pol, mislim, nimam kaj s tem. Pač, če on to tako vidi, ne vem, pa sem lahko tudi v grupi, sej jaz nekako delam stvari z dobrim namenom. Ba to je najbolj pomembno, Če pa pač me kdo užigosa za grupi, si pa pač rečem, ja, lahko, ampak ta izraz je, mislim, oziroma grupik ni več, no, pač to je, pa tudi si tako mislim, pa to je že zdavni šlo mimo. Ja, ni več, ta besedna zveza ni več to, ki je bilo včasih, ne? Tudi rock and roll se je ful spremenil, pač vse se je spremenil. Vem, da ljudje, ki rečejo, da sem grupika, to mislijo slabšalno, ampak jaz se pač trudim ne to bad to zet.
To si hotel zdaj povedati, da dejansko si bila velikrat užaljena. Ne, dejansko sem se v preteklosti velikrat, valjda, mislim, ne sekirala, ampak tako mi je bilo, pa kakšno je to dojemanje, ampak pa sčasoma dojamaš, da itak, da iz Facebooka pa Instagrama se vsi narobe dojemamo. To je totalna laž, več ali manj. Zato pa ima, čakaj, a veš, kaj sta Facebook pa Instagram, ne? Kdo to uporablja? Kdo je najbolj glasen tam? Je ninja za kavča, te športni komentatorji, ki, ne? A veš, kako je, lej, enkrat je nekdo, ki mene dobro pozna, rekel, ja, ona ima rada glasbenike, a ne? Ja, hvala Bogu, da ne fuzbolere, pizda, Ja, no. pa valjda, itak da jih imam rada, kdo pa jih ne mara, ampak hočem tako povedati, lej, recimo, če nekdo reče, jaz imam rad pomaranče, pač on ima rad pomaranče, sem to ne pomeni, da on zdaj pojedu kar vsako pomarančo na svetu, pač si zbereš, no, ki je malo juicy, ki je malo taka velika, pa oranžna, pa pač lepa, boš pojedel, če pa je ena gnila ali pa pač nedozorela, pa pač ne boš pojedel. In pač jaz obožujem glasbenike, to ne pomeni, da se pa jaz kar zdaj mečem, pa tle iščem pevce okoli. Mislim, to je očitno več kot očiten dokaz, pizda, če si imela med svojimi gosti tudi mene. Ja. Kje si mene najdel? Evo. Zato, ker si pač povezan z glasbo zelo in se dejansko sem jaz imela par ljudi, ki so mi kul, ki niso pač čist glasbeniki, ampak so nekako z muziko povezani. A veš? Moja DJ ekipa, ne? Ja, tako da ti zelo veliko delaš, pa tudi koga si sodeloval z raznimi bendi. Točno jaz to kar včasih pozabim. Pizda, Ja, tako da, a veš, ljudje tudi malo bolj v ozadju, vsi so pomembni v muziki in recimo, ne vem, novinarji, ne vem, ljudje, ki odre postavljajo itd. Saj pač to je tudi so ljudje, ki pač naredijo, a veš, cel kot skupek, da se lahko odvijajo koncerti in tako naprej. Mogoče imajo tak mentality, ki jaz, ki pač folk me gleda, mislim, vizualno jaz se nočem izdajati za skatera, no, pa nikoli nisem hotel biti isti, kot ostali, ne. Pa je bilo, lej, ti spazih nek muzičar, kva pa špilaš, kva si zen band, ne, pa povem, lej, toliko je nekih kvazi glasbenikov, ki fušajo, ne rabite še enega. Pač enostavno, ne, to Jaz pač tudi to nekdo, rečem. ja. Ne to nekdo fuša, jaz bom pač, ne vem, saj jaz nisem nikoli bil v tem fazonu, da bom pa z glasbo nekaj delal, ampak valjda še vedno imam mega spoštovanje in zahvalo do DJ ekipe, predvsem do Sanja, ki je videl v meni nek potencial, da sukamo muziko in še vedno, 10 let kasneje še vedno filamo klube, zato ker pač imamo tako glasbeno selekcijo in tako prezenco, ne. Ja. In to je glasbeni svet, jebi ga, pač Je. ne špilamo, ampak klikamo knofe, je glasbeni svet, ne. Ja. Valjda. Po mojem, da si tam, ki si mene povabila na tvojo oddajo, mi je bilo tako, mi ni bilo malo čisto jasen, kaj bom delal jaz? A pa ti pa pač jaz ratala, ne? Sčasoma. Mislim, sem že samo vprašanja, mi je bilo the best, ker vem, da sem tam omenil, ne, pač sami začetki AC/DC so mi bili the shit, kaj mi je bilo nekaj močnejšega, da sem najdel svoj stil. Evo, in tukaj lahko zdaj nadaljevanje povežem, kaj mene zanima, kaj pa tvoj favorite žanr, pa najboljši band? Pri meni se to dejansko zelo nekako ne menja, ampak prilagaja, kako se jaz počutim v obdobje. Vedno so pri meni najbolj na prvem mestu Alice in Chains, itak, valjda. Pač ne moram brez tega. Sploh ne vem, kaj bi dodal zdaj. Ampak recimo 4 leta nazaj, ko sem spoznala kot primer band Sky, jaz prej tako ful nisem bila v metalski sceni, zelo malo sem vedela. In ko sem jih spoznala, sem spoznala zelo pač prek njih, zelo veliko ljudi in tudi zelo veliko bendov in me je v bistvu tako nekako začel zanimati, ampak nikoli nisem bila tako pristaš heavy metala. Recimo meni, ne vem, Iron Maiden ali pa... A pa zdaj, ko gledava Def Leppard, po TV, leti to, ha? Oni so cool. Valjda so, come on. Hočem reči, da sem jaz glede vsega, ne samo glede muske, ampak na splošno v lifeu sem jaz kratko dokaj odprt človek in nimam tega, da bi rekla, jaz sem pa zdaj čist grunge ali pa čist country ali pa čist metal. V bistvu nisem tako opredeljena. Dobar, še najbolj mi je blizu grunge, ampak
A veš, tudi tako, sej obstaja dober pop, ne moreš kar reči, ja, pop je pa zdaj kar krep. Se imaš tudi slab grunge verjeten nekje, ne vem. Meni je tako, na zadnje, ko mi je moj prijatelj, Črt Birsa. Jo, človek, če se ti naš pa imen pojavil, tam bi, veš, da so pa sošolca. Vem vse, vem. Ne moreš vedeti vsega, lahko veš pa veliko. No, on je človek, ki ga jaz tudi ful spoštujem, zato on to, kar dela, je pač res tako nad vsem. Težko sem jaz ponosen, da je to, da sem z njim sedel za isto mizo in on je meni hajpo, da sem lezel dalje. Seveda sem nazadval, on je napredoval in polka mi je pokazal diplomsko monologo, ki se je rekel človek. Nimam besed, lega, kaj sem kle videl in kaj zdaj dela, štima luči od dubioze dalje. Mislim, komu ni štimo luči. Če to poslušaš, boš poslušal, kaj te bom tegel. Tudi tle tale kavč, pa tale miza te čaka, tudi mi je samo še kaj za zment. No, tako da upam, da se boste, to bi bilo ful cool. V glavnem Črt mi je rekel en dan, da je pač nekaj je rabu. V glavnem, da grem z njim na dubiozo kolektiv na Hrvaško. In sem jaz šla z njim, res nikoli nisem poslušala dubioze kolektiv, v bistvu sem poznala po moja 2 komada. Pa mi je bilo tako, ja, vse je ok, ampak ne vem, pač ni mi to bilo zdaj, da bi rekla wow. Ampak sem pač rekla, ok, grem na koncert, zato ker jaz pač rada spoznavam nove zadeve. In mi ni žal, dejansko sem ugotovila, da so oni en cool band, sicer meni ta muzika ni tako bliz in ravno zaradi tega mi je to sam še bolj, da je bilo meni takrat cool, ker vidiš, koliko ljudje delajo in koliko so oni profi, ker res delajo in na koncu spade vse ful lahkotno, da se zabavajo, sam oni pač res so... To jim je job, ja. Ampak res so oni na nivoju band in tudi kot ljudje so res taki totalni srčki. Tako da hočem reči to, da imam jaz ene stvari, ki jih poslušam skozi, ampak jaz sem ful tako rada, pač grem pogledati ene nove zadeve, ki ti dajo, recimo The Canyon Observer. Jaz nikoli v lifeu si ne bi niti zamišljala, da bi bilo meni to cool. Zakaj je to toliko na hard, in ko sem jaz prišla na njihov koncert... Ampak to je ambientalno, to padeš not. Je meni odprl kar ene čute, luč njihova, pa pač vse, da sem si rekla, to ti kar ene nove, dejansko fizično ti odpre ene čute, ker nisi vedel, da jih imaš. Enkrat sem objavil njihov video spot, mislim, da je bil My Will, na svojem Facebooku, in sem napisal kratko drnato 2 besedi, slovenski ponos. No. Res ne zabavam se, Matic, tudi s tabo bi se marsikaj zmenil. No, a ti še koga povem? O tem je, zato hočem, da imamo midva debato o teh zadevah. A štekaš, to je, lej, čez... Koliko je že? Pa imamo še 5 minut fiks. Ampak, a štekaš, kaj ti hočem povedati? Ja. Ob teh debatah, te debate se lahko nadaljuje v nedogled. Mislim, se bojo, se je še neki buza v hladilniku, ti tek moraš iti na čik, jaz bom mogel če je ta 95 čez cat. Ampak debata o ljudeh in o muziki, kaj nas združuje, mislim, smo zaplankani v Sloveniji. Veš, koliko v Sloveniji dobrih bendov, ki si tako rečeš, pa kje da fuck so? A veš? Ja. Recimo na vaseh, ne? Ja. Lej, skje Tilen prehaja. Ja, iz Koroške. Ne, če zdaj si zdaj s tem glasom, kao, kje pa je to? Ne, dejansko, a veš, to je... Koroška je lepa, ampak pač, ko si rečeš, ali pa Within Distraction, ko so zdaj se nic, pač. A res so? Ja. Koliko jih je pa še ostalo not Slovencev v tem bendu? Ja, to je pa res, 2 po moje. Od 3, to je 66%, še vedno velik, ne? Je slovenski bend. Ubijajo, mislim, boj si, če poslušate, ubijate zadnjič, to ste imeli tak hud špil, jaz se ne spomnim nič, zato, ker sem na šanko ptiču. Sam videl sem jih samo 5 sekund. A vidiš, oni tudi so bili meni zmeri tako uganka, pač kva folk vid na njih, pa sem si pa rekla, ok, grem jaz na njihov koncert, da vidim, kva je to, in sem šla na Metelkovo in pač sem dojela, dejansko so cool, full cool band. Tako da ja, in še en band, ki jih pač res moram omeniti, so pa Blackout. A tega imajo 2 T na koncu? Ja. A so oni, nimajo vokala? Ja, nimajo vokala, ampak ga dejansko ne pogrešaš. Gledal sem v živo to eno poletje v fazi korone in sem bil tako šokiran, kaj sem videl. A ne za? No, a vidiš? Ne jebat. Ker sem to videl, sem rekel, a je to mogoče? Čakam vokal in vokala ne dočakam. In čakam. In ko je bilo konca, rekel,
nisem dočakal vokala, a nič mi ne manjka. Ja. To je bilo tako fucking dobro, dejansko Blackout, BLACKOUTT. Ja. Oni so, jaz sem jih drugače ne odkrila, ampak nekako prvič slišala. Ne vem, mislim, tako 4 leta nazaj, ampak to, kar oni delajo, je tako fucking hudo, da. In sem zmeraj hvaležna, kad take glasbenike odkriješ, ker ti kar nekako dajo ti nekaj, kar si pogrešal, pa nisi vedel, da si pogrešal. Točno vem, kaj misliš. Mislim, dejansko zdaj sem not padel lih, ti sam rigi, kaj te boli kurec? CO2. Reče se kupček, sem podarila. Ja, pač si ga, jaz ga nisem. Pač jaz ne rigam. Okay. In zdaj si me spomnila na en slovenski band, ki ga ne bom omenil. Zakaj ga imaš omenil? Zato, ker so zamenjali vokalista, oziroma tega vokalista več ni v bendu. Ja. Pa se mi je zdel, da je vokalist, zdaj bo jeba, live. On mi je dal 80% v bend. In ga zdaj več ni v bendu. Pa kjer bend je to, no? Ti bom povedal pol. Ni mi, da bi zdaj izpostavljal, zato ker njega več ni in se mi ne zdi, da bi si pač bend še zaslužil to. A ja, štikam. To kljukco. Pa ne, da bi zdaj hotel kogarkoli osebno užaliti ali pa bend, ampak ne bom ga omenjal. Ampak, ker sem videl in slišal to v živo, mi je bilo, to je Slovenija, a ti mene jebeš, zdaj to sekundo si grem kupiti CD. In mi je žal, da si tisti moment nisem kupil majice, ampak zdaj si pač majice ne bom več kupil. CD pa imam nekaj najboljšega slovenskega, ki sem slišal v zadnjih 10 letih. Zdaj me pa zanima, kaj je. Sej boš zvedla, ker ima itek še pač določeno število minut. Daj, hiter. Leko hoče končati. In zdaj so se začeli The Cure, Ne, Boys jaz Don't Cry. A greš na koncert? Zagreb? No, elej, The Cure so mi full cool. Ja, The Best, jaz sem full fan Roberta Smitha že od nekdaj in ko so imeli na MTV-ju tisto MTV Icon, se spomniš MTV Icon, band, oni so, resno veš, Ja, ne. ti jim pokazal. Pa ne, to ne bo za folk, to bo pa za naj, Okay. deva ponudca zdaj še teh. No, deva. Vse so že kar pizda, dosta over limit. Ja. Dej povej, če imaš še kaj zapovedati za folk, pa mi pa nadaljujeva debate sama, tako, kaj se spodob. A če vam vi zapovedati za folk? Ja, dej. Ok, mi se zdaj delava, da pač, da je timing potekel, vidim, da je laufa, mogoče sva že zaglavila čez. Vse debate so bile... Mi bova nadaljevala debate, zato, ker si imamo še ful zapovedati, ker itek so noto muziki heavily, mislim, jaz sem heavily influenced by music. In vedno povem, če me kdo pobeza, kako sem pa čez posketenje, pa muzika, vedno povem, muzika najprej, potem skate. Ja, to si pa tudi meni rekel. Ja, takrat. ja. In to sem tudi za un belgijski medij povedal, da če ne bi bilo muzike, ne bi bil not v tem skate, pač bila neka ta familiarna scena, da sem pač očitno mogel iti na določene momente ven zbajte nekaj delati in ne cviliti, ampak pač skate je bil tam. I love skateboarding, ampak če ne bi bilo muzike, lej, udrežem si ušesa, pa pač zakopate me živega, boli me fucking kurec. Daj povej še nekaj za finito, ajde, mi bomo zdaj zaključili, še enkrat lokalno zdravo, to. Ja, kva, pizda, jaz bi se še enkrat zahvalil vsem ven, ki poslušate tele spontane neumnosti, še vedno nimam nobenega jebenega listka, ne vem, kaj bo vprašanje za naslednjega, ne vem, kdo bo naslednji gost. Je pa najboljš. Ja, Naslednji gost, je lahko Črt Birsa. Imam še dva ogledanega, imam v planu enega tipa, ki se zna zgodi, da bova imela debata v angleščini, zato, ker človek ni Slovenc. Imam v planu tudi Stojc, žena od Mša, tudi ti si v planu, nič bat. Imam še nekaj ljudi napisanih, pa špegleti moram dati nazaj. Dej povej, kaj za zaključek, no. Dej bo eno lepo misel, a imaš še kaj zapovedati, da te ne bom zdaj tako katnovan, kot pač... A imaš kakšno lepo misel, a imaš kaj lepo zapovedati za ljudi, ki nimajo motivacije, lej Mick Jagger, pizda, tole je bilo posnet 50 let nazaj, tip še vedno s 76 leti dansa na stageu. Jaz bi samo rada rekla, da je zelo pomembno v lifeu
Lej, pač ljudi si lahko zberejo. Lej, Ko vas je zabluzila. ljudje si vedno lahko zberejo, a boš ti kul človek, ki to je odločitev, a boš ti gledal stvari negativno ali pozitivno. Jaz se ful veliko odločam in jih gledam ful negativno. Ampak pač, bodimo pač kul en z drugim, čeprav se to zdaj ful neumen pa nerealno sliši. Ampak a ni boljš, da te ljudje v bistvu motivirajo in ti dajo inspiracijo, kot pa da se nekaj grdo gledaš, samo zato, ker je nekdo drugačen ali pa uspešen ali karkoli. To je moj point. Zato jaz se trudim tako delovati in upam, da mi ratuje. Ja, ti, absolutno. No, in to je to, kar lahko rečem. Poslušajte podcast od Fogija. Pa njenega tudi, Pa pogledajte, kakšen video moj, no pač. The Honeywood Show. V glavnem pač long Naslednja gost je Bonika Brunet. Soorganizatorka festivala Metal Days. Kaj danes nisem niti omenila, fuck. Nika pa Boban, če poslušate tole, tudi vajo se z veseljem spominjamo, spomnimo, videvamo, the best. Lej, te ljudje so nam fucking spremenili life, lej. Mislim, taki ljudje, lej, jaz sem dajem kapo dol. Zdaj le bom fucking kapo na glavi. Ja, dol pol. Sem dal za fotkam na dol. V glavnem, long story short, hotela si povedati, da je vedno boljš biti pozitiven. Zmer je dobro pogledati ljudi iz enega lepega zornega kota, tudi če se ti ne strinjaš s tem, oziroma tudi če ti ni tako blizu, kar oni delajo, lahko še vse jim daš možnost, pa rečeš, ok, bom mogoče malo premislil, valjda ne vsem. Ampak pač, malo lepš bi se bilo treba gledati, ker v današnjem svetu se folk kar nekaj grdo gleda skozi. Pač je to prav tipično. Ugabni ste. Ne, to je pa moj zaključek, v mojem stilu. It's always good to be positive. HIV positive. No, to pazimo, ampak ja. Hvala, Fogi. A si že ugasnil? Nisem ugasnil. Hvala, Fogi, no. Je pa hvala tebi. Če ne bi bilo tvojega začetka in tvojega puša, da sem jaz del tvoje oddaje, tudi ne bi bila ti po mojem delu moja oddaja. Ampak Kako lepo. ja, pizda smo zato, da si pomagamo, kot kurec. No. Ja, no sej. Ej, thanks, da si uletela, thanks, da pijeva, ja, se to so se že zmenila, da bova pila tele pive dalje. V glavi ljudi, 29. epizoda, s tem bova zaključila, pa moja, da bo mogoče celo najdaljša od vseh. In teh bomo lej, šolska ura, pa čas malce. Ja, no. Vsi tisti, ki hodite še v šolo, upam, da boste to poslušali med najbolj bednim poukom matematike, tehničnega pouka. Kaj imaš v srednji šoli? Zemljepis, kako se imenuje zemljepis? Geografija. Tema, stari. Polhranjenih nepomembnih zadev v glavi. Ja, pač nepomembniki, evo, to je to. V glavnem, ja, še enkrat thank you. Naslednja epizoda, ne vem, kdo bo, ne vem, kaj bo, vse mi je, kdo bo in kaj bo, ker vem, da boste poslušali in vem, da boste podprli zadevo. In še enkrat hvala. Mogoče se bo kakšen nov sponzor javil, mogoče začnem s svojim shopom, z merchandisem zdaj, ker imam mega jeben logotip. Kaj če še povedati? To je to, se slišimo, pa ne bom rekel še enkrat hvala, ker sem že 10-krat. Ja, Tako enostavno. No. Peace out. Pa hvala tebi, ker si bila z ja, mano. hvala tebi. Čujemo, peace. Fuck this show.